Piše se leto 2024 in če ste kupili televizor kakih 5 let ali več nazaj, obstaja velika možnost, da je uporabniški vmesnik postal malce počasen, ne podpira več vaše najljubše aplikacije ali pa sploh ni na voljo, ker ima vaš TV en obskuren operacijski sistem. Ampak TV kot TV je še vedno odličen. Dela, zakaj bi ga pomenil? Ga ne meniš, ker za približno 60 goldinarjev dobiš Nokia Streaming Box 8000. Ja, ime mi je Miha in moj TV poganja Nokia. Nokio poznamo predvsem po telefonih, še posebej po njihovem legendarnem modelu 3310, ki velja za neuličljiv telefon. No, saj mi, starejša Gen X generacija in milenici. A Nokia, ki obstaja danes, je povsem drugačno podjetje. Matična firma je specializirana za mobilna, optična omrežja in infrastrukturo, postavitev datacentrov in podobno. In tako kot Philips, svoje ime licencirajo drugim podjetjem, tako da telefone in tablice trži finsko podjetje HMD Global, televizije in streaming škatlice pa avstrijsko podjetje Streamview. In danes si bomo pogledali njihovo najnovejšo škatlico za gledanje pretočnih vsebin. Ne, ni najnovejša. To je že 3 leta star model, lani je prišla novejša verzija, ki nosi številko 8010. Ampak Miha, zakaj potem ta video? Zato, ker je zaradi nove verzije cena tega modela padla na pičlih 60 €. In za teh 60 € je boljši od Xiaomija in ja, tudi od Google Chromecasta. Unboxing izkušnja je solidna. V škatli dobimo napravo, navodila za uporabo, katera seveda kot pravi moški ne rabimo, polnilec z okroglim priključkom in daljinec polne velikosti ter 2 trojne A baterije zanj. Streaming Box 8000 ima zelo minimalističen industrijski dizajn. Črne barve z Nokia logom na vrhu in to je to. Na eni strani imaš USB 3.0 vhod za disk ali dodatno periferijo, na drugi pa celo paleto priključkov. Res, kar se tega tiče, je napravica opremljena z vsem, kar potrebuješ. Skoraj. Gremo po vrsti. Najprej je tu vhod za napajanje. Potem imamo UTP priključek za mrežno povezavo. Tle se pozna, da je to 3 leta star model, ker je še vedno 100 megabitna mrežna kartica. Nova verzija ima že gigabitno povezavo. 100 megabitov je v osnovi še vedno več kot dovolj za normalno delovanje pretočnih vsebin, ampak če streamaš iz domačega serverja 4K Blu-ray ripe z visokim bitrateom, zna biti to ozko grlo. Ampak prek dobre Wi-Fi povezave to ne bo težava. Potem imamo tu HDMI izhod. Ta podpira do 4K 60 Hz resolucijo, HDR10 in Dolby Digital zvok. Naslednji je AV izhod za slušalke in analogne naprave, zraven je pa tudi optični izhod za preklop na hišni kino. Na koncu ima še USB-C preklop, ampak ne se preveč veseliti. Namen tega je samo napajanje telefona. Ja, polnilec za telefon je. Če gor preklopimo disk, ga ne zazna, ne moreš ga uporabiti za napajanje naprave same, tako da je ta priključek tam sam za lepše videti. Ko prvič zaženemo napravo, nas pričaka legendarni Nokia Start jingle. Setup je zaradi Android TV operacijskega sistema enostaven. Set up my device. Ker je to certificiran Android TV Box, podpira vse aplikacije za TV, ki so na tržišču v polni resoluciji. Tako da Netflix, HBO Max, Disney+, vse deluje v 4K, HDR10 in prostorski zvok Atmos. Razen Sky Showtime, ti še vedno nimajo 5.1 zvoka. Tehnično je Nokia 8000 opremljena 4-jedrnim Cortex A55 procesorjem, 2 GB RAM-a in mali G31 grafiko. Tako da je napravica lepo odzivna, nisem opazil nobenih zatikanj ali težav v času, ki sem jo uporabljal. V primerjavi z mojim TCL televizorjem, ki tudi poganja Android TV, nisem opazil razlike. Vse je delovalo gladko. Nažalost so se pri Streamview odločili, da vgradijo samo 4 GB internega pomnilnika. Od tega sistem zasede 3 GB in je z aplikacije na voljo samo 1 GB, kar je načeloma dovolj, če boste imeli gor nameščene samo aplikacije za gledanje video in audio vsebin. Če bi pa želeli gor naložiti kako igro ali emulator, zna biti to premalo. Seveda lahko nanj priklopite zunanji disk in s tem rešite to težavo. Nokia ima nameščen Android TV verzijo 10 z januarskim 2023 popravkom, kar sicer ni optimalno, vmes je baje prišel update na verzijo 12, a se je omaknil, ker je imela več horoščev kot povprečna domača pekarna v Ljubljani. Tako da še vedno ni jasno, ali bomo dobili update ali ne. Ampak od vseh naprav je prav na Nokii najboljša uporabniška izkušnja in to je zaradi daljinca. Ta je polne velikosti, se pravi ima tudi številčnico, poleg ostalih gumbov in kar je najbolj pomembno, gumbi so osvetljeni. Tako da ni več na pamet tipanja in iskanje gumbov po spominu v temi. Če večinoma gledate Netflix in ostale ponudnike pretočnih vsebin, vam številčnica pomeni manj kot počen groš. Ampak če uporabljate aplikacije za gledanje TV programov naših ponudnikov, je to vrhunski daljinec. Preveril sem vse aplikacije naših ponudnikov, EON, Neo,
T2 in A1 in upravljanje z daljincem je bilo brezhibno. Prevrtavanje programa je delovalo povsod, razen v A1 aplikaciji, številke te odpeljejo do želenega programa in tako naprej. Nekatere tipke drugače delujejo glede na aplikacijo, tako da je lahko vaša izkušnja drugačna glede na ponudnika, ki ga imate. In razlike so med temi programi. A to je že druga tema. Napišite mi v komentar, če bi vas zanimal tak video, primerjavo vseh teh aplikacij. Če bo vsaj 10 komentarjev, ki bodo izrazili to željo, ga bom naredil. Ampak popolna naprava ne obstaja in tudi Nokia ni popolna. Pri mojem testiranju sem pazil par stvari. Naprava ne podpira DTS prostorskega zvoka, samo Dolby Digital, ker zna odvrniti kakega filmofila. Ampak večina današnjih filmov je v Dolby Digital ali Dolby Atmos, tako da mislim, da tu ne bo težav. Plex recimo ni predvajal moje kopije RoboCup filma v DTS, a če sem vklopil konvert, sem dobil stereo zvok. Ni idealno, a tako lahko vsaj pogledaš film. Nokia je iz diska predvajala 4K HDR filmov brez težav. Edino zvok je bil stereo. Tako da ne vem, v čem je fora, ker preko Plexa pri istih filmih ojačevalec predvaja prostorski zvok. Dopuščam pa tudi možnost, da je zato kriv tudi moj stari Pioneer receiver. Ampak meni je pomembno, da preko Plexa deluje vse kot mora, ker diskov ne preklaplja na svoje naprave. Ampak za vas je to mogoče pomemben podatek. Opazil sem, da se včasih, ko prižgem TV in Nokio, se ta ne zbudi, oziroma televizor pokaže, da ni signala v HDMI vhodu. Ko zadevo še enkrat ugasnem in prižgem, se prikaže Nokia vmesnik. Ne zgodi se to vsakič, ampak se dovoljkrat, da to omenim. Ampak to mogoče varira od TV-ja do TV-ja. V glavnem, zelo sem zadovoljen s to napravico, vredna je vsakega centa in jo od zdaj naprej priporočam vsakomur, ki me vpraša, katero streaming škatlo naj kupi. Hvala, ker ste si pogledali video do konca. To res cenim. Če vam je bil video kul, dajte stisniti en like, delite ga med prijatelji in če ste novi na mojem kanalu, dobrodošli. Če se še niste, se lahko mogoče naročite na moj kanal, spodaj je gumb Naroči se. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau.